Na vrtu obilja nimamo slabega vremena. Ja, ali zaliva, ali pa rastlinska fotovoltaika dela na polno. Ampak nama se zdi, da se včasih vrtnarji kar malo preveč s tem vremenom ukvarjajo, da jim nikoli ne paše. Ja, ker recimo 3 leta nazaj je bilo ful sončno in suho, pol 2 leti nazaj je bilo deževno, še v maju pol je bil dež. Lani je bilo spet bolj suho pa vroče, letos pa pač več zaliva, ne? In čez meri vse uspeva. Ja, in poanta današnjega sprehoda čez vrt je, da vam pokažemo, kaj v začetku maja vse uspeva na vrtu obilja, ne glede na to, kakšno vreme je bilo letos pomladi. Prvi izziv, ki se je pokazal v letošnji sezoni, omenjen je bil že v prejšnjem sprehodu, je slaba kaljivost. In tudi rukola je slabo kalila in to pa zaradi tega, ker so tla prerahla. Prav kot taka spužva se obnašajo, to je pa zaradi tega, ker kompost naredi taka rahla tla in imamo več težav s tem, da imamo prerahla tla, kot pa kompaktna zbita. Prerahla tla pa pomeni, da ko seme vzklije, nima tiste opore in zaradi same zračnosti vzklito seme propade. Čeprav je bila rukola lepo vzklita po celi površini, so tu pa tam rastline odmirale in preživele le tiste, ki so imele dober kontakt z samimi tlemi. Špinača je tale bila že 3-krat pobrana, še kar je pobiramo. Zdaj te višje temperature bodo spodbudile, da se bo začelo delati cvetno steblo, takrat bo čas, da gre špinača v celoti tudi stran. Še kar je pa to za vse redne uporabe ali pa tudi za shranjevanje tisti večji viški. Pred mano ima že bob čudovito oporo za vodoravno mrežo. Zrastel bo čez in pa, ko bo kak veter, ga bo lepo stabiliziralo in se ne bo prevrnil naokoli. Že cveti, tako da prvi stroki se bojo začeli kmalu delati. Tamle spredi je pa že skoraj glavnini pobrana redkvica, pa korenje. Korenje se je začelo zelo lepo že debeliti, res je lepa greda nastala in ker se začenja debeliti, pa rabi malo več prostora, ker je zelo gosto sjan. Tako da zdaj v teh dneh bomo pač pulili korenje ven in s tem rečili, da tiste, ko ostane, dobi dosti prostora, da se oddebeli. Zelo lepo je vzklil pastinak, tle so bila tla dosti kompaktna in je šolsko na vsakih 10 cm pokukal ven. Spredi pa solata redno se pobira, vmes pa že raste tista glavna letošnja kultura na tej gredi, to je stebrna zelena in pa gomoljna zelena. Česen je poravnal svoje liste, potem ko je bil pokrit direktno preko listov, zdaj ko ima pa loke, se je lepo res razbohotil in sekna mreza bo še ostala nekaj tednov, ker ne zadržuje toplote, znotri ni prevroče, kot pri kopreni, tako da je res tista varovalo pred muhami. In pa še lepa greda, ki se zelo lepo razvija, peteršilja, blitve, glavnatega ohrovta, kolerabice in pa zgodnjega zelja. Tukaj se pojavlja pa ta drugi izziv v letošnji spomladanski sezoni, je pa še vedno bramor. Čeprav ima greda spodaj kovinsko mrežo, je letošnja zima bila malo premila. Premila pa zato, da ni zmrznala vsa vsebina v dvignjeni gredi v celoti, ker pol bi tisti bramor, ki pač prezimil notri, zmrznil in umrl, ker on prezimi globlje. In zdaj še dela malo škode, tu pa tam vidimo, kakšna sadika takole kar propade, korenine so obglodane. Bo se pa zgodilo to, da čez leto, posebej ko bo koprena šla stran, bo on po noči, ko se plazi okoli, šel čez rob in na rob tele dvignjene grede in padel ven. Takrat pa ne bo več mogel nazaj in bo se ta pritisk precej bolj umiril. Cvetača in pa brokoli sta se že lepo olistala in ukorenila. Je par sadik manjka, spet bramor je vzel svoj delež. Glavno pa je, da vidimo na tej gredi slak. Ta greda je pa res prepledena bila s slakom že lansko leto in letošnji namen z slakom je, da ga takoj, ko ga opazimo, odstranimo. Ali z nihajno motiko, ali ročno damo ven. Ne smemo dopustiti, da bi tvoril liste in s tem fotosintetiziral in se krepil v koreninskem delu. Čim prej ga odstranimo, prej se ga bomo rešili. Traja lahko pa tudi kako leto, dve, da v celotnem vrtu postavimo ravnovesje, da smo mi šef, ne pa slak. Tule je greda čebule, belokrajnke, spodaj šalotke
Zelo lepo ji paše tale koprena, dodatna toplota, pa še zaščita pred čebulno muho je. Spodaj je por in pa fižol. Malo je bilo hladno že za fižol konec aprila, tako da je poredkoma malo kalil. So semena še noter pa bojo skalila. Imamo pa tudi par sadic tukaj, da bomo tista prosta mesta dofilali in bo na koncu greda izgledala čist lepo polna. Zato špinačo, ki je slabo kalila po celi površini, zdaj vem, kje je vzrok. To so prerahla tla, kar ugrezne se pod mano kot taka spužva. Kako bomo to rešili? Bomo zdaj v maju dodali malo več zemlje v samo tla, ker se je struktura tal v resnici res porušila in je prerahla za uspešno kalitev. Krompir je pa rahla tla ne moti, ker je vse globje in se je lepo ukoreninil in že pognal. Kmalu, nekje v sredini maja, bo rabo že usipanje. To pa mi na vrtu brez prekopavanja počnemo tako, da ga z zastirko usipamo, z svežim travnim kosom ali pa slamo, da mu dodamo vedno več materijala, da gomolji niso izpostavljeni soncu in ne ozelenijo. In še ena greda, kjer se vidi neuspeh rahlih tal, to je rdeča pesa, ki je tu pa tam sam sklila in se ukorenila dobro. Imamo pa rešitev, v rastlinjaku so že sadike. In kaj poanta vseh neuspehov na vrtu je, da čim prej najdemo rešitev. Da pripravimo spet tla, tako kot stežika, pa da imamo mogoče sadike takole na lagerju in jih pol zafilamo, da so v glavni sezoni vse grede čim bolj polne. Kaj pomeni rahla tla, lahko vidimo, kot tukaj stopim gor, se mi noga kar ugrezne. Tukaj, ki je pa sveže pripravljena dvigana greda, čisto novo, pa dodan kompost letos, je pa zelo kompaktno in krompir tudi lepo uspeva. Zelo lepo uspeva tudi še ena greda čebule. Grah je že dobil svojo oporo in že kar lepo se bohoti. To še vprašanje parih tednov, pa bomo že pobirali prve stroke. Greda špinače je ta, ki ni bila pokrita z kopreno, ampak je zdaj bila prvič pobrana v celoti. Vmes pa je že nasajena gomeljna zelena, zato da bo prevzela pol pobudo v poletnih mesecih. Če tale pokrita greda, je pa posejana koruza pa visoki fižol. Pokrit je pa zaradi tega, ker je bilo vseeno malo hladno zdajle, v začetku maja, pa da je dodatna toplota spodaj. Bomo pogledali, kako je kaj kalitev, ampak mislim, da bo kmalu tudi koprena že šla stran in bo mogel seveda visok fižol dobiti svojo oporo. In če zadnja greda špinače, izobiljujo je, kaj ne rečem, ampak špinače imamo res zelo rada in še ene 2 pobiranja, pa bo to. Jagode so se prav razbohotile, prav vidi se, koliko jim odgovarja, da so pod kopreno ves čas, pa da so sveže sadike, lani presajene proti koncu poletja. In tile lepi plodovi, ki so, bojo rabili še 2-3 tedne, da bojo lepo dozoreli. Razbohotili so se pa tudi šparglji, pognali so zelo intenzivno v rast. Tu pa tam, kjer ga smo pobrali že s Tjašo. In kaj bi rad pri šparglih povedal, eno zanimivost je, mogoče kdo še ne ve, tudi turovi so užitni. Tisti nadzemni del, ki ni več vlaknast, predvsem proti špički gor, lahko brez problema kar si naberemo in za malce pohrustamo na samem vrhu. Pri tesnih gredah, teh posebnih dviganih in pa posebnih mešancah, ni nič kaj bistvene razlike v sami rasti ene in druge, tako da bomo še opazovali, kako bo se skupaj potekali. Najbolj zanimivo je pa to, da ta črna stranica iz tekstila dodatno segreje sam kompost noter, bo pa to problem mogoče pa v poletnih mesecih, ko treba pa mičken več zalivati, da ne bo se preveč presušil. Rastlinjak je že dobil svoje glavne najemnike za čez poletno sezono, to so paradižniki. Vsi so že presajeni in zelo lepo se razvijajo, cvetni nastavki na prvi etaži se že odpirajo. To je zelo dober znak za začetek maja. In tudi tisti, ta super zgodnji, ki smo pridelke že tudi pobirali, eden je recimo že v samem vrhu samega rastlinjaka. In da je na vrhu gor, ga bomo začeli spuščati dol, tako kot vse ostale, ki jih vidimo. In zato je super ta opora iz vrvice, ki je že navita na takih posebnih haklčkih, ker mi paradižnik ovijamo okoli in ko pride do vrha, ga samo spustimo niže dol. Tako imamo lahko neskončno dolg paradižnik. Lani smo imeli 5 metrov
dolge same rastline, čeprav je rastlinjak visok dobro 2 metra. V rastlinjaku pa poleg paradižnikov so tudi še vse sadike, ki čakajo na svoje mesto na prostem. Paprike, jajčevci, lubenice, melone, bučke, buče, kumare. Vse te naštete sadike še čakajo pod okriljem rastlinjaka, ker nočemo prehitro z njimi ven, dokler niso nočne temperature nad 10 stopinj. Še posebej pri lubenicah, melonah, pa še lahko v juniju šele presadimo na prosto. In tukaj, kaj treba paziti, je res, da jih zalivamo skoraj vsak drug dan, ker hitro tele sadilne kocke maksi izsuši, ampak v generalu pa zelo dobro funkcionira, ker so zelo lepe sadike, dovolj hranil imajo v taki veliki sadilni enoti. Vrt že dobiva na svoji bujnosti, vedno bolj je zeleno. In da bo res lep in bujen, imamo v teh obrobnih gredah prostor tudi za rože. Tale del dolgi, je namenjen potonikam, iz zemlje pa že odganjajo tudi kasnejše dalje. In rada bi, da cel vrt dobi še tudi ta element lepih cvetočih rož. Tudi rastlinjakov je nekih sadik enoletnih cvetočih rož. Ta del je bolj od tjaše in res si želimo, da v nekem juniju, v nekem polnem tistem razcvetu, kot pravimo, dobijo tudi rože svoje mesto. Upam, da si na sprehodu dobil še kakšne dodatne informacije za svoj vrt in da vidimo, da lahko res v tem majskem, hladnem, muhastem vremenu vseeno vse lepo uspeva, pa z malo potrpežljivosti, če počakamo s plodovkam na toplem, bomo imeli poletju še vedno vsega dovolj.